V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Spoštovani gospod škof Andrej, dragi sobrati duhovniki, dragi Marijini in Grozdetovi častilci. Na poti adventnega časa sveti brezmadežna Marija kot zvezda, ki je znamenje trdnega upanja in tolažbe, da bi prišli do Jezusa, prave luči sonca, ki je pregnalo vse temine zgodovine, potrebujemo luči, ki so nam bliže. To so človeške osebe, ki odsevajo Kristusovo luč in razsvetljujejo pot, ki jo moramo še prehoditi. In katera oseba sveti bolj kot Božja mati Marija in ob njej svetniki in blaženi? Kdo je lahko za nas bolj zvezda upanja kot ona, jutranja zarja, ki je napovedala dan odrešenja? Za lučjo, ki je šel za njo, za Jezusom in Marijo, je hitel tudi blaženi Alojzij Grozde. Ko obhajamo, brati in sestre, praznik brezmadežne, sklepamo tudi Grozdetovo jubilejno leto, ko se spominjamo 100-letnice njegovega rojstva in 80-letnice mučeniške smrti. Naj nas Marija brezmadežna in ob njej blaženi mučenec Alojzij vodita po poti brezmadežnosti tisti luči, ki je Kristus sam. Očistimo svoja srca s priznanjem naših grehov in napak. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Potem, ko je Adam jedel od drevesa, ga je Bog poklical in mu rekel: Kje si? Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Spoštovani duhovniki z generalnim vikarjem Petrem Kokotcem in postulatorjem Igorjem Luzarjem na čelu, pozdravljeni vsi častilci, Marijini častilci in častilci blaženega Alojzija Grozdeta. Kot je bilo že rečeno, smo se danes na praznik Marije brezmadežne, ali kot so včasih tudi rekli, na šmarn v adventu, zbrali k sklepu tako imenovanega Grozdetovega leta. To je bil nekoč glavni praznik članov Marijinih kongregacij ali tudi po domače Marijinih družb, ki jih sicer danes po župniji ni več, včasih pa so množično zbirale mlade in stare ob Mariji, da bi se navduševali in gojili, krepili Marijine kreposti, zlasti pa seveda poživljali vero v svojih srcih.
Danes, pravim, ni večjih Marijinih družb, razen Marijine kongregacije, duhovnikov in bogoslovcev, zato bomo danes tudi obnovili duhovniki te obljube, to posvetitev Mariji. Na ta dan tudi bogoslovci dobijo, ko se posvetijo Materi Božji, dobijo tudi, oblečejo prvič talarje. Tudi v Marjanišču, v vzgojnem zavodu, kjer se je vzgajal blaženi Alojzij Grozde med šolanjem na klasični gimnaziji, kjer je pač tam bival, so imeli to kongregacijo. In prav v tistem času, v času mučeniške smrti, je vodil to kongregacijo Alojzij Grozde. Med temi, ki so se takrat posvetili, je bil tudi moj najstarejši brat, ki je prav tako živel v Marjanišču. In takrat so sprejemali v svoje vrste te nove, mlade fante. Grozde je bil 8. decembra, torej vodja kongregacije, in je imel čudovit nagovor, zadnji nagovor za te kongreganiste oziroma v Marjanišču. Znano je, da je takole govoril: bratje kongreganisti, bodimo vredni nasledniki velikanov, ki so ob Marini roki išli iz naše kongregacije. Najbrž je omenil mnoge velike može, ki so bili člani te Marine kongregacije, tudi v Semenišču, ki je vzgajala mlade fante in jih ob Mariji tako kot navduševala za osnovne kreposti vere, čistosti, upanja in ljubezni. Mi pa predstavljamo, je dejal Grozde, predstavljamo prihodnost cerkve in naroda. Se moramo svoje naloge že zdaj zavedati in moramo že zdaj v mladosti po navodilih svete cerkve delati za to, da pride na svet nov, boljši red. Nov, boljši red pa zahteva najprej novega, boljšega človeka. In tega novega človeka moramo ustvariti predvsem mi. Izoblikovali ga bomo najprej sami iz sebe, in to po vzvišenem vzoru prečistega srca naše matere in po srcu ki je najpopolnejša podoba Božjega srca Jezusovega. Z Marino pomočjo hočemo najprej posvetiti sami sebe. Sami sebe. Današnji svet za svoje rešitve ne potrebuje veliko politikov, znanstvenikov in umetnikov, ampak potrebuje predvsem delovnih svetnikov. Vsak kongreganist je torej najprej sam poklican k osebni svetosti. A biti svet sam zase ne zadostuje za tvorce novega rodu, ampak moramo hoteti pokristjaniti in posvetiti ves svet. Današnji čas naša mati Marija, sveti oče, papež in naša nesrečna domovina, to je bilo med vojno, pričakujejo od nas nenavadno veliko. Ali bomo odrekli svojo pripravljenost, bratje? Ali se bomo ustrašili teh velikih nalog? Slabi smo, a mogočno mater imamo. Zato hočemo iz sebe izklesati svete katoličane, nepopustljive v dejavnih načelih in delovne. Kako se ujemajo te misli z besedami svetega papeža Janeza Pavla II., ki jih je izrekel v Mariboru
ko je razglasil škofa Slomška za blaženega in je govoril, da je svetost edina sila, ki spreminja svet. Hkrati pa so te misli tako daleč od prepričanja mladih komunistov in tedanjih idejnih nasprotnikov, ki so se že uveljavljali in si prizadevali za graditev boljšega sveta na drugačen način, za pravičnejši svet, na drugačen način, sicer s krvavo revolucijo. Grozdet je dobro poznal, kaj se je dogajalo v Španiji. Tisoči in tisoči duhovnikov in redovnikov, dobrih kristijanov so pobili v revoluciji. Kaj se je dogajalo tudi v Rusiji. Ti pa so mislili, da bo boljši svet prišel sam po sebi, če bodo odstranili in pobili pravzaprav toliko in toliko ljudi. Grozdetovo načelo pa je bilo, z Marino pomočjo hočemo najprej posvetiti, spremeniti, poboljšati sami sebe. Pri tej rasti v svetosti lahko vsem pomaga, seveda je pomagala skupnost, recimo kongregacija, Marina družba, pa še tudi druge asociacije, druge skupnosti. Z Božjo pomočjo in prizadevanjem postati dober, pravičen, pošten in delaven. To je bilo načelo teh kongreganistov. Minuli mesec je v Rimu potekal simpozij z naslovom Skupnostna razsežnost svetosti. Prefekt dikasterija, to je kongregacija, ki skrbi, ki razglaša, proučuje te svetniške procese oziroma svetniške zgodbe, je omenjal naprimer, kako skupnost, zlasti pa družina, vpliva na svetost nekoga. Grozdet sicer ni imel te sreče, da bi se posvečeval toliko v lastni družini, ker je bila tako rekoč v nekem smislu ranjena, pač pa prav zato mu je pa toliko bolj koristila alojzijeviška Marina kongregacija. Ta prefekt je dal za zgled, ker je ravno pred tem beatificiral, razglasil za blažene neko družino, poljsko družino, ohranjeno je njihovo svetopismo, v katerega so ob branju zapisovali opombe, svoje vtise, svoja doživetja, naprimer ob priliki o usmiljenem Samarijanu, kako je treba pomagati drugim, kako biti usmiljen Samarijan po Jezusovem zgledu. Tak je vpliv skupine, zlasti pa seveda družine. A tudi drugi nam lahko pomagajo rasti v svetosti, kot pravi Marina kongregacija. Sveta Terezija, deteta Jezusa, Karmeličanka, je nekaj dni pred svojo smrtjo zapisala, pri 24 letih je umrla, dejala, prepričana sem, da bomo v nebesih videli, srečali veliko ljudi, ki so nam pomagali rasti v svetosti, rasti v dobre kristjane. Dragi bratje in sestre, ko smo za prvo obletnico veličastnega euharističnega kongresa v Celju in ob razglasitvi blaženega Alojzija Grozdeta, našega prvega slovenskega razglašenega mučenca, na to razglasitev čakajo še kar cela skupina drugih slovenskih mučencev, in potem, ko smo ob letu po razglasitvi podoboke tega svetišča prenesli njegove relikvije, sem zapisal, zdaj bodo relikvije čakale vstajenja pri Mariji na Zaplazu. In mnogi častilci se bodo ustavljali tudi v njegovi kapeli in se mu priporočali.
to se tu res uresničuje. Ko sem te dni pregledoval zadnjo vpisno knjigo prošenj in zahval, od letošnjega maja naprej samo, sem našel to potrditev. Komaj, čeprav ne vem odkot so, komaj vsaka 10. prošnja ali zahvala je tako rekoč omenjena, odkot so ti, ki se zahvaljujejo, ostali pa samo brez navedbe. Sem videl, da prihajajo ti prosilci in ki se zahvaljujejo in ki se priporočajo iz mnogih, iz vse Slovenije. Od Štajerske, Primorske, Gorenjske, seveda vse posod. Vsaj 30 krajev sem v teh zadnjih mesecih omenil, da so prišli in celo daljne Kanade. Priporočajo pa se za najrazličnejše potrebe, zlasti za zdravje, jasno, ki je osnovna nekakva vrednota, pa v vero in medsebojne dobre odnose. Ob zgledu pogumnega mladega fanta se priporočajo mladi za različne potrebe, starši za svoje otroke, za uspehe v šoli in celo neke prošnje so za uspehe v športu. Znano je, da je tudi Grozde dober športnik. Seveda, mnogi pa se v času tega sredi razkristjanjenega sveta, ko za mnoge obstaja edina realnost zaslužek ali pa kvečjemu športni uspeh, poslovni uspeh, da bi ohranili vere katoliške drage svetinjo. Mučeništva, pričevanja se dogajajo tudi danes, vedno več jih je. Letos junija je papež Frančišek ustanovil komisijo, da bi raziskovala življenja in mučeništva novih mučencev od leta 2000 naprej. Vemo, da je takrat Janez Pavel II. Zelo poudarjal, da moramo zbrati, upoštevati, raziskati in imeti za zgled mučence. Tokrat pa Frančišek pravi samo, da bi raziskali mučence od tega svetega leta 2000 naprej. 550 jih je že raziskanih po njihovih okoliščinah smrti ter njihovo služenje cerkvi in božjemu ljudstvu in so res izpričane, znane priče. Novi mučenci širom po svetu predstavljajo luč upanja in ponižen zgovoren glas, ki dokazujejo moč in živost sodobnega krščanstva in govorijo o neoboroženi moči kristjanov. Ti mučenci bodo seme veliko upanje za cerkev. Dragi častilci blaženega Lojzeta Grozdeta, nimam natančnih podatkov, kam vse je prišla slava, pogum in moč zgleda našega rojaka Lojzeta, da so zaprosili za relikvije. Vemo, ko predvidevam, čeprav ne vem natanko, mogoče gospod postulator ve, da jih je vsaj 50 prišlo iz krajev širom po svetu, do Azije in seveda tudi Evrope in Amerike, in pa vsaj 100, če ne več, iz župnij pri nas v Sloveniji. Prepričan sem, kot je on Grozde sam dejal, mogočno mater imamo v nebesih, mi pa lahko rečemo od leta 2010 naprej, mogočnega vzornika, priprošnika imamo v nebesih. Priporočamo se mu, da bo v knjigi ne le veliko prošenj, ampak tudi zahval za uslišane prošnje in celo za čudeže. Zakaj? Za razglasitev za svetega je potreben vsaj en preiskan in dokazan čudež. Zato prosimo Marijo brezmadežno in kraljico mučencev, naj posreduje
in nas pa nagne, da ga bomo prosili in delali za to, za njegovo kanonizacijo, se mu priporočali in na ta način dokazali njegovo svetost pred vesoljno cerkvijo, kar je kanonizacija. Amen. Sedaj bomo zmolili posvetitev brezmadežni. Marija, mati našega odrešenika in naša mati, z vsem zaupanjem prihajam k tebi in ti posvetim sebe in vso našo bogoslovsko in duhovniško skupnost. Želim živeti pod tvojim varstvom in se ravnati po tvojim zgledu. Ti si vase sprejela Božjo besedo, Jezusa Kristusa, in vsak dan živela njegovo življenje. Naj Kristus po svojem duhu živi tudi v nas in naj ga prinašamo sodobnemu svetu. Dekla Gospodova, ki zvesto sprejela očetovo voljo, naj vedno spoznavamo v naročilih cerkve in življenjskih razmerah Božjo voljo in jo velikodušno izpolnjujemo. Elizabeti si govorila, kako velike reči ti je storil Bog, naj se tudi mi vedno zavedamo, da vse prejemamo od Boga in naj se mu za to z veseljem zahvaljujemo. Trpela si ob križu svojega sina in sodelovala pri našem odrešenju. Naj tudi mi z vso voljo sprejemamo križ in se pridružimo trpečemu Kristusu, našim bratom. Največji zapuščenosti si verovala, upala in ljubila, da bi tudi mi nikoli ne omahovali v svojem krščanskem in duhovniškem poklicu. Sprejmi, dobra mati, mojo iskreno izročitev in posreduj za nas vse pri svojem Sinu, našem Gospodu in nebeškem Očetu, da ostanemo tej posvetitvi zvesti. Amen. Hvaležnost je spomin srca. Iskrena hvala gospodu škofu Andreju in sobratom duhovnikom za daritev svete maše na današnji slovesni praznik brezmadežnega spočetja Device Marije ter ob sklepu jubilejnega Grozdetovega leta. Naš kardinal Franc Rodej je pred leti lepo povedal, ko je rekel: narodu in krajevni cerkvi, ki nima svojih svetnikov in blaženih, takemu narodu nekaj manjka. Hvala Bogu, naš narod in ta krajevna cerkev je že kmalu na začetku dobila te svetle zvezde. Blaženega Alojzija Grozdeta, katerega mučeništvo 80-letnico letos praznujemo, potem drinski mučenki in ostale drinske mučenke, sestra Antonijo Fabjan in sestra Krizino Bojanc, in sedaj v postopku tudi 9 mučencev 20. stoletja iz novomeške škofije in iz celotne slovenske cerkve. Da bi ta naš blaženi mučenec dosegel tudi tisto svetlo, ko rečemo, pot do konca, da bi bil razglašen za svetnika, je potreben čudež. Čudež, ki se mora zgoditi na njegovo priprošnjo. Iskrena hvala vam, številnim tukaj, ki skozi celotno leto, od januarja do decembra, posebno na prvo nedeljo, prihajate na Grozdetove molitvene shode, se mu v molitvi priporočate, polagate prošnje, priprošnje in kakšne so vse stiske, kot je gospod Škof tudi omenil iz te knjige Priprošen in zahval. Prav pred dobrimi 2 tedni sem dobil eno prošnjo enega ministranta iz Saigona v Vietnamu, ki se zanima za našega blaženega mučenca. Ga je že nekako spoznal, rad bi se mu v župnijskem občestvu skupaj priporočal. In prav včeraj tudi iz nadškofije Santa Fe v Združenih državah Amerike prošnja za njegove relikvije.
Svetost ni omejena na kraj in prostor. Tako široka je, da lahko zajema vsako srce, ki se mu želi priporočiti. Iskrena hvala vsem vam, duhovnikom, župnijam, ki se trudite, da bi te naši svetniški kandidati bili tisti, ki so že blaženi nekoč razglašeni za svetnike, tisti, ki pa so še na poti, da bi to bili, pa da bi bili čim prej. Tudi po naših priprošnjah, kakor je bilo že omenjeno, potreben je čudež. Ko je papež Frančišek pred kratkim nagovoril člane dikasterija za zadeve svetnikov in ko je govoril o čudežu, je rekel, da potreben je čudež, kajti Božji prst je tam, pravi papež Frančišek, Božji prst je tam. Sedaj bomo to naše lepo praznovanje zaključili še z 5 litanijami Matere Božje, katere tako vnet častilec je bil naš blaženi mučenec Alojzij Grozde. Potem pa bomo še ob kraju, kjer so njegove relikvije, smolili molitev za njegovo beatifikacijo, prijeli tudi blagoslov z njegovimi relikvijami in tudi sklepni škofov blagoslov. Naj nas Sveta Devica Marija in blaženi Alojzij Grozde na tej poti spremlja res kakor luč, ki sveti v temi. Kraljica brez madeža in zvernega greha spočita. Kraljica v nebesa vzeta. Kraljica brez svetega rožnega venca. Kraljica družine. Kraljica miru. Vsemogočni Bog, izvir vse svetosti in slava mučencev, našemu narodu si podaril čudoviti zgled blaženega Alojzija Grozdeta, njegovi popolni hoji za Kristusom vse do prelitja krvi. Euharistija, katero je imenoval sonce svojega življenja, je duhovno krepila njegovo mlado dušo v premagovanju življenjskih preizkušenj, pogosto prejemanje zakramenta sprave pa ga je usmerjalo na pravo pot za Kristusom, našim edinim odrešenikom. Tako je mnogim mladim postal vzornik zglednega krščanskega življenja. Iz ljubezni do bližnjega je širil slavo Božjega kraljestva med svojimi vrstniki ter jih navduševal za zvesto Bogu, katoliški cerkvi in narodu. Duhu popolne pripadnosti Kristusu in cerkvi je za celo mučeništvo daroval svoje mlado življenje. Dobri Oče, podeli našemu narodu milost, da ga bomo pred vesoljno cerkvijo smeli častiti tudi kot svetnika ob krstu. Na priprošnjo mučenca blaženega Alojzija Grozdeta naj vam vsemogočni Bog podeli trdno vero, neomajno upanje in dejavno ljubezen, zdravje na duši, na telesu, da boste nekoč tudi vi dosegli tisto večno domovino, ki jo je svojim mučeništvom dosegel blaženi mučenec Alojzij, v imenu Očeta in Sina in Svetega